Lep pozdrav, Bojana. Morda najprej takole za predstavitev, kdo si in kaj vse vključuje tvoje delo pri Universal Tennis. Zdravo, me veseli, moje ime je Bojana in sicer sem zdaj pri Universal Tennis že 6. leto. Se pravi, sem se pridružila ekipi, ko smo bili dobesedno res majhen startup, okrog 5-6 ljudi nas je bilo, tako da sem na začetku se dotaknila zelo veliko področij, največ sem pač sodelovala pri marketingu, in potem sem nekako tudi rasla z ekipo v marketingu. Dotaknila sem se še nekih drugih področij, kot je delo z elitnim tenisom, in sicer z zvezami po svetu. Pa potem še vedno malo več marketinga, in v zadnjem letu sem se znašla pri naši novi inovaciji, in sicer Pro Tennis Tour. Tako da vodim v bistvu operation za Evropo, in to bo sedaj skoraj 1 leto od tega, v kar sem v ta projekt vključena. Kakšne pa so morda tvoje teniške korenine? Kje si igrala tenis? Kako je s tem? V bistvu sem, odraščala sem v Sloveniji, in sem igrala pri Triglavu v Kranju. Do nekega 18. leta, ko sem se v bistvu odločila, da grem na college v Ameriko. Potem sem bila tam 4 leta, preselila v Anglijo na magisterij, kjer sem tudi še nekaj igrala. In potem v bistvu tudi moja prva služba je bila še v teniškem svetu, in sicer pri Peter Burwash International, v Dubaju par let. Tako da sem imela tudi v bistvu, potem ko sem že nehala tenis igrati, kar nekaj izkušenj še vedno v teniškem svetu, kar se na delovnem področju tiče. Tako da in še vedno danes v bistvu sem povezana s tenisom zelo veliko. In če se vrnemo nekako k tej vlogi v Universal Tennis, kaj je sploh poslanstvo? Katera velika imena stojijo za vami? Poznam Djokoviča, pa mislim, da tudi Roger Federer. Ja, tako je. Novak Djokovič je eden naših pač investitorjev, potem Team 8, v katerem je eden izmed drugih vpleten tudi Roger Federer. Potem imamo Larry Ellison, Oracle, Tennis Channel, ena zelo zvestih partnerjev, dobrih partnerjev je Tennis Australia. Tako da je kar zelo veliko pomembnih ljudi iz teniškega sveta, ki stoji za to v bistvu našo misijo. In sicer naša misija že od začetka je bilo povezati teniški svet na neko univerzalno lestvico, oziroma mi smo potem predstavili ta rating, ki je zelo unikaten, ker je nekako podoben golf handicap, kjer se pač res vsi lahko merijo na enem ratingu, na eni lestvici od 1 do 16, in to gre od pač rekreativnih igralcev pa do Novaka Djokoviča, Federerja, Williams, in tako naprej. Mislim, da na začetku je bilo smo se zelo veliko ukvarjali z college igralci, ko sem jaz prvič začela pač delati pri Universal Tennis, in sicer je bilo zelo super, ker pač nekdo, ki je v Sloveniji, ne vem, top 10, je to še zelo velika razlika od nekoga, ki je top 10 v Rusiji, oziroma top 10 v Nemčiji ali pa, ne vem, v Avstraliji in tako naprej, ne. Te lestvice med državami so se zelo različne. In ko je UTR, college coachi, so bili nekako naši prvi res zvesti ljubitelji, ker so prek naše lestvice, mislim prek našega ratinga, zelo dobro lahko poskrbeli za svoj recruiting in jim je v bistvu njihovo delo je postalo mnogo lažje čez noč. Tako da zdaj pa v bistvu smo veliko več kot sam rating, imamo celo platformo, kjer tudi v bistvu pomagamo klubom, zvezam in tako naprej. Ja, UTR rating nekako postaja ali pa je že nek benchmark merjenja kakovosti igralca. Kaj pa Slovenija pridobi s tem? Tenis Slovenija želi biti v koraku s časom, inovativna, napredna. Mislim ravno to, da so
To je zelo velik korak za Tenis Slovenijo, že v tem smislu inovativnosti, naprednosti, da so v koraku s časom, tako kot je veliko klubov že pač v Ameriki na našem platformu. In sicer lahko pač eno je beneficija za igralce, seveda, da imajo vsi igralci sedaj ta UTR odpre mogoče vrata še nekaterim igralcem, ki mogoče prej niso pač mislili, da bi šli na college, ne, odpre jim ta pač vrata v ameriški college sistem, ki se meni zdi odličen. Potem je pa tudi seveda zelo velika prednost, pa seveda če ostanemo še mogoče za malenkost pri igralcih, ta level-based play, ne, da se res v bistvu igralci, da niso tako omejeni na starostne kategorije, ampak da se igralci pomešajo med seboj res in igrajo med seboj na podlagi ravni igre in, kot sem rekla, ne samo starosti, ne. In da lahko se tu pomešajo tudi moški, ženske, punce, fantje in tako naprej. Kar se pa tiče na drugi strani klubov, se mi pa zdi spet en velik korak naprej, zato ker je v bistvu v Ameriki smo pomagali veliko klubom na ravni prihodkov, ki jih je klub začel ustvarjati z našim platformom, in sicer samo na podlagi tekem, ki so jih lahko organizirali preko naše platforme, na podlagi dogodkov, ki se lahko organizirajo za rekreativne igralce, za tekmovalne igralce. Veliko je nekih formatov, ki jih imamo na voljo, in inovativnih sistemov, od Flex League do match plays, do samo afternoon match play, ki jih ponujamo klubom, katere lahko pač klubi izkoristijo in s tem v bistvu ponudijo nekaj več svojim tekmovalcem, svojim rekreativcem in tako naprej. Je ravno to, te klubi, ne? Slišal sem, da lahko vodijo turnirje, pa dogodke, zabave, tudi počitniške kampe za otroke, pa evidence in kontaktiranje. Kako je s tem? Tako je, to je točno, ja, v bistvu vse se vodi preko našega platforma, se pravi, ima klub dostop do vseh članov, nekako jim mi rečemo digital members, ker lahko so to samo člani, to se potem klub odloči, kdo ima dostop do njihovega digitalnega kluba, ali so to samo dobesedno člani, ki igrajo pri njih, ali pa bodo sprejemali tudi na primer klub v Ljubljani člane iz Kranja, ker se želijo udeležiti mogoče nekih vikend dogodkov ali pa tega afternoon match play ali pa league, kampov in tako naprej, ne. In imajo vpogled v vse člane na enem mestu, komuniciranje z vsemi člani, sprejemanje članarin in tako naprej, vse je v bistvu na enem mestu, ne. Nazadnje se je temu pridružila Avstralska teniška zveza. Kaj jih je prepričalo, kako bi vi oziroma kako boste še nekako prepričali ostale teniške zveze, da to sprejmemo? Kaj je tisto, kar je nekako najprej, kar jim poveste? Ja, mislim, da je Tenis Avstralija bila že od začetka ena najbolj v bistvu naprednih in inovativnih zvez na svetu, bi lahko rekla, ki se radi pač premikajo naprej s časom in sprobavajo nove stvari. UTR je v Tenis Avstraliji že zelo veliko let, mislim, da že v bistvu, odkar sem tudi jaz sama začela, da smo začeli tisto leto, ko sem jaz začela pri Universal Tennis, smo začeli tudi z eventi, UTR eventi, takrat nas je bilo pač, je bilo to minimalno, ampak pač z vsakim letom smo res rasli in mislim, da v drugem letu smo že predstavili turnirje v Avstraliji in tako da je Avstralija že dolgo časa spremlja v bistvu razvoj igralcev in pa tudi kakovost teh turnirjev, ki jih organizatorji pripravljajo na podlagi UTR ratinga. Kot sem že rekla, gre tudi tu za level-based play, v katerem pač starost ne šteje, spol ne šteje, ampak je res v bistvu samo na ravni igralca. In zaradi tega v bistvu so tekmovanja zato zelo veliko, mislim, mnogo bolj kvalitetnejša, in Avstralija pač je to videla že od samega začetka, videla je, koliko je ta rating tudi accurate,
če lahko tako povem. In pač so se odločili, mislim, ravno sedaj so pred kratkim smo v bistvu objavili, da bomo official rating tudi v Avstraliji. Zelo zanimiva zgodba je bil namreč Litu v Avstraliji, in sicer on je začel, to je pač primer juniorja, ki je bil zelo perspektiven, nekje na ravni Ashley Barty, ko sta bila juniorja. In pač potem je imel težave s poškodbami, psihološko pač ni mogoče napredoval toliko, da bi prišel na najvišji nivo tenisa, in se je odločil za trenerja, da gre na trenerske poti. Potem smo predstavili Pro Tennis Tour v Avstraliji, se je odločil, da bo mogoče spet malo probal, po domače povedano, in je začel zmagovati najbolj težke te Pro Tennis turneje, ker se med mesti se malo tudi pač konkurenca razlikuje. Melbourne je znan kot zelo konkurenčni turnir in je začel zmagovati te, in potem mu je tudi Tenis Avstralija ponudila wildcard za Australian Open lansko, mislim letos 2021, kjer je, mislim, da potem v prvem krogu izgubil zelo tesni meč, mislim, da je bil proti Garciji, enemu od Špancev. Tako da v bistvu to hočem povedati, da kako se vidi tudi ne samo skozi rankinge od zvez, kdo so najboljši igralci, ampak lahko v bistvu mogoče potegneš nekoga, ki ni bil, na katerim se mogoče že obupal, pa se lahko dokaže na teh UTR turnirjih, da se lahko kosa še z najboljšimi. Prej so omenila Djokoviča, pa tudi Federerja. Kaj je morda prepričalo Djokoviča, da investira v ta vaš projekt? Kaj je tisto, kar mu je bilo najbolj všeč, če tako lahko malce predstavite, da bodo ljudje razumeli, zakaj je vse to, kar so zdaj povedala, res tako potrebno oziroma dobro? Ja, mislim, da pri Djokoviču je šlo predvsem za ta tudi level-based play. Večinoma bi rekla, da jih je prepričal ta level-based play, in sicer, ker vsi tenis poznamo že od malih nog zelo kot pač stagnatiran šport po under 12, under 14, 16, 18 in potem člani, ne. Tu gre pa res v bistvu za nekaj miks in da se igralci mešajo na podlagi ravni tenisa, ker tudi ko si enkrat 18, pač ti ni več važno, ali si 18 ali 22, vsi igrajo med seboj. Zakaj ne bi že perspektivni 14-letniki, ki imajo level od nekoga, ki je 18 let star, se med sabo tekmovali, trenirali in tako naprej. Pa pač, ja, inovativnost, s katero vključujemo v teniški svet, in to digitalno platformo, ne. Čisto za konec, zadnje vprašanje, sem še kaj pozabila, pa bi bilo potrebno omeniti? Ne, mislim, da smo pokrili kar nekaj, ampak jaz bi samo rekla še, da sem zelo vesela, da se je Teniška zveza Slovenije odločila za ta korak, za sodelovanje z nami. Zdaj pa tudi upam, da bo ta projekt v bistvu zelo dobro sprejet tudi med igralci in starši. In v bistvu pojdite na UTR, na player profile, se vsak dan delamo na tem, da ga spreminjamo, naš development team res dela trdo na teh, v bistvu na nekem napredovanju. Danes lahko igralci zelo veliko že vidijo iz svojega player profile, in sicer imamo nekaj, kar se reče, ne vem, koliko mogoče slovenski igralci to poznajo, trending UTR, in sicer je to UTR, ki je based na prejšnjih 3 mesecih in ne na 12 mesecih kot ta glavni UTR. To je nekaj zelo dobrega, da ne izgubite upanja in da vidite, če vam gre super, da gre tudi ta trending UTR navzgor. In pa pač raziskujte, pokonektajte se s trenerji iz Amerike, če vam je pač cilj, da bi šli v Ameriko. Poglejte evente, poglejte Pro Tennis Tour, če ste bolj v tekmovalnem svetu. In tudi rekreativni igralci naj pač
prepričajo svoje klube, naj organizirajo več eventov preko UTR, ker so konec dneva zelo zabavni in še vedno tekmovalni. Ravno to, torej se tudi jaz lahko prijavim kot rekreativni igralec. Seveda. Hvala lepa, Bojana, da si se vzela čas in srečno, mislim, da v Francijo, ne? Zaenkrat v Francijo. Hvala. Hvala.